že, ampak vidva sta to v bistvu naredila iz nule in to ogromno. Ne. Mislim, 2 DSO-ja zgraditi in spraviti v življenje, hudiča, to je. No, bolj spraviti v življenje je težava. A ja? Zgraditi, če imaš dobre izvajalce, če si se za dobro ceno zmenil, če imaš ta pravo banko za sabo, ki ti verjame, pa si zmagal. Ne? Težje je vse ostalo, vsebino narediti, napolniti objekt, stanovalci, dobiti ta pravi kadre. A ni to premalo teh kapacitet? Včasih so situacije ali pa so leta, ko ni problema, so bila pa leta, govorim 10 let nazaj, 12, ki je bila ta kriza, recimo tistega 2012 leta, kriza, ko ni bilo služb, ko so vsi živeli od ene penzije svoje mame ali pa babice, ko so iz domov za starejše vzeli svoje stare starše ali pa starše ven, da so lahko od njene penzije živeli, ne da je dojala za dom starejših. Takrat pa so težave lahko. Pač dom mora biti poln 95%, drugače dela zgubo. A res, toliko mora biti? Kako ste sploh prišli na idejo, da naredite dom? Mislim, to verjetno ni tako, da se zbudiš, kaj bi jaz naredil? No, bom pa kar dom starejših občanov. Okay, Skoraj tako, no. Skoraj tako. Ja, skoraj smo se tako. Pri vseh stvarih, kar bi jih lahko delal v življenju, da rečeš, to bom naredil. Ja, Helena bo svoj del povedala, ampak zdaj dom za starejše je bila v naši glavi kombinacija 2 stvari, ki smo jih že delali. To se pravi ena sociala, kar je pomoč na domu. Okay. A to ste že prej počeli? Ja. In inženiring, kjer smo pač imeli neke izkušnje z ljubljanskim hotelom, ki smo ga adaptirali od zgoraj na dol. Ste ga kdo? Naše podjetje, naša firma. Aha, prej sta to je pa zanimivo, to pa sploh ne vem. Prej sta imela video firmo, ki je adaptirala hotel. Prej smo bili v osnovi 3. Mislim, najprej so bili 4. Ja. Najprej vas je bilo 5. Najprej so bili 4. Od teh 4 je ostal samo od Helene oče. Noter. Aha, so bili. So bili, ja. 4 partnerji, ostal samo od Helene oče. Potem je prišla Helena, čez nekaj časa sem še jaz in če rečemo, da je bila firma, nas je bilo tudi več noč sicer, ampak v osnovi smo bili pa 3 tisti, ki smo na nek način kreirali to podjetje. Vsebino, idejni oče vseh vrhunskih, genialnih in trapastih idej je bil moj tast. Vsi smo bili toliko vedeli, da se nismo bali nobene zadeve, ker smo bili čisto nevedni iz vseh področij. Štartalo se je pa tako iz sociale, boš ti povedala, kako je spet banalna zadeva, čisto življenjska pravzaprav. No? Ja, družinska. Jaz sem imela babico, ki se je drugič poročila in je potem živela v Ljubljani. In je tega partnerja, Kap, prišel iz bolnice domov in ga ni imel kdo rihtati. Domovi so bili polni. V Ljubljani v stolpnici ni nikogar, ki bi ga rihtal. In potem je moja mama hodila iz našega kraja, vsak dan v Ljubljano, gor ga je pač negovala, kakorkoli, in zvečer se vračala domov. In potem nekega lepega dne moj oče pravi, zakaj pa ne bi mi za te stare ljudi skrbeli, če noben ne skrbi, dajmo mi to nekaj organizirati, pa bomo mi to, pa bomo. Počeli. Pa smo tako začeli, ne. Takrat ni bilo še niti koncesij, skratka, potem smo se začeli ukvarjati s pomočjo na domu. In za ta segment sem bila zadolžena jaz, s tem, da niti nisem imela dosti ustrezne izobrazbe, tako da sem šla pol še socialno naprej študirati, zato da sem pač neko teorijo tudi dobila. Tako smo začeli s pomočjo na domu in potem smo hodili, seveda bili smo dosti neuki na izobraževanja, pa tudi ven v tujino pogledati, kako je to, ker pri nas tega še nič ni bilo, kaj dosti razvito. Ja, je bilo to, prosti, da te prekinem. Cirka 98 leta. 98, ok. Ja. Samo da si znam umestiti. Ja. 96. No in potem smo šli enkrat na neki izlet, oziroma na to strokovno ekskurzijo z celim avtobusom samih strokovnih delavcev iz domov za ostarele.
mi štirje pa tam sedimo v zadnjem avtobusu in nas vprašajo, ker se nismo poznali, drugi so se vsi poznali, nas pa niso poznali, ker smo bili iz drugega segmenta. Kdo ste pa vi, kako pa da vas to zanima? In je moj oče rekel, ja, mogoče bomo pa mi kdaj kakšen dob imeli, pa gremo zdaj to pogledat. Ne? In smo šli in smo se takrat vklopili. No, ni bilo potem dolg od tistega, ko nas je ta gospod, ki nas je sprašal, zakaj smo tam, poklical pa je rekel, vem za občino, ki bi rada dobila koncesionarja, bi bili vi pripravljeni se z njimi pogovarjati. In tako se je začelo. Aha, vi nič niste imeli s tem pa nič, ampak Nič. Vse mimo mene šlo, ker mene takrat na tistem avtobusu ni bilo. Ne. ja. Sem samo prišla in ko je bil ta klic od tega organizatorja potovanja, pa gospoda, ki se res spozna na vsebino domov za starejše, smo bili pred dejstvo postavljeni. Gremo, ja, zakaj ne? Vsi znamo. Vsi imamo socialni del, imamo rešen, ker ima Helena pomoč na domu. Gradbeni del imamo rešen, ker znamo adaptirati hotelčič. Kaj še manjka? Še nič ne manjka, ne? Najmanj, ko že dobili od banke, da te dojma. To je pa ja, investicija, ki je zanesljiva in dobra naložba in vse skupaj. No, potem se je začel pod banki. Eni, drugi, 7, 8, 10. Ja, seveda, kdo ste pa vi, kakšna firma pa ste vi, koliko imate lastnega kapitala? Ja, imamo zemljišče, ja, čigave to zemljišče, od občine, stavbna pravica, to ni vaše zemljišče. Kaj imate vi svojega? Imamo inženiring svoj, ne? Ker smo ga finančno vrednotili in tako naprej. Ne? Tako da smo po eni izjemno slabi obrestni meri, po švicarskih frankih, po vsem, kar je najslabše se izpadlo, smo nekako dobili tisto bančno posojilo, da smo lahko štartali. Pa lepo, zlati časi so bili zato, ker je bilo takrat v 2 mesecih pa pol je bil dom poln, tako rekoč. Kar je bilo za nas življenjskega pomena, ker smo mogli že takoj plačevati obresti. Glavni so sicer ne, čez 2 leti, ampak je bilo pa en kup nekih financ potrebno še dati za opremo, pa to, pa ono tiskali vide sprota. Izjemna ekipa je bila takrat, velik del tiste ekipe še zmeraj v Rogaški Slatini, brez njih definitivno ne bi nič naredila. Ni šanse, iz Ivančne Gorice se voziti v Rogaško, ne poznaš okolje, ne poznaš nič, tako da zmeraj pravi, da sva hvaležna tem ljudem, da so takrat bili na tistem mestu. No, najdli ste jih videli, ne? Najdli smo se, tako, najdli smo se, naključje ali pa ne, ampak ključne ljudi moraš tudi malo sreče imeti. Moraš imeti sreče, ampak kljub vsemu moraš pa ti tudi, če imaš še tako dobre ljudi ključne, ti moraš tim sestaviti. To pa se ne sestavi samo od sebe. Tle je mogoče tudi naša filozofija družinskega podjetja je malo pomagala. Mi nismo bili podjetje, ki smo računali, da bomo začeli zdaj že neke dobičke talati. Niti jih formalno ne moreš v tej bivši branži. Nam se je samo to šlo, bomo lahko iz meseca v mesec plačevali kredit in plače zaposlenim. Kaj bo z nami, kaj bova midva imela, je nepomembno. S plačami in z vsemi dobički, ki jih 20 let ni bilo nobenega. Mislim, da še nisva splačala. Pa prav, da nisva. Ja, tako se je začelo tistega leta 2002, ko smo se s občino prvič sestali. Pa malo traja, 3 leta, da se to zalamfa. Pa smo 2006 pa začeli z aktivno dejavnostjo. Ampak Rogaška vam je pa dala to koncesijo, brez da bi bili vi kaj? To je v bistvu državna koncesija, to ni občinska, to je državna. Država razpiše, oziroma pač ministrstvo je razpisalo koncesijo pod nekimi... Ne, to je tako, razpiše koncesijo za 2000 mest po celi državi. Imaš neka merila so pokritost, to je glavni. Kar je logično, tam, kjer je že veliko domov za starejše, ali pa tam, kjer ni veliko stanovalcev ali pa ljudi, tam rabijo malo kapacitet. 5% nad 60 let, ali kaj je bilo že včasih, je bil nek normativ za tiste ljudi, ki so primerni za dom za starejše. In če si ti pod to mejo kot lokalna skupnost, potem imaš možnost, da kandidiraš, če imaš seveda svojega
koncesionarja bodočega, ki je pripravljen investirati in seveda izvajati dejavnost. Tako da občina da samo soglasje k enem, če je več ponudnikov ali pa več ljudi, ki bi želeli v tej občini delati, da občina pač enem soglasje. Dala ga je nam, ker nobenega drugega ni bilo. Ni bilo nobenega drugega V tem interesenta. momentu bili so eni še, ampak ni bila neka resna zgodba. Pa že odprej so ene 3-4 poskuse imeli, pa jim ni ratalo. No. Mi smo naleteli na občino ali pa na upravno enoto, ki je imela malo podhranjene kapacitete. Šli smo z izjemno dobrim konceptom, najnovejšim takrat v Sloveniji. V smislu? V smislu vsebine doma, v smislu načina dela s stanovalci. To so te gospodinjske skupine, pomeni, da je na eni skupini 12-15 stanovalcev, ki skrbijo v bistvu sami za svojo prehrano, vsaj teoretično, v praksi je potem malo drugače. Vsi dogodki se tam odvijajo. Skratka, so kot neka velika familija v tej svoji veliki dnevni sobi. Imajo eno mamo, ki se imenuje gospodinja, skrbi za njih. To je teorija. V praksi se potem naredi en tak hibrid, ker pač ekonomsko ne znese vse skupaj. No in mi z našim konceptom, ki smo ga seveda potegnili iz Avstrije in Nemčije, smo bili pač takrat pionirji v Sloveniji. Tudi s pomočjo drugih ljudi, ki so nam svetovali, kaj naj naredimo. Tretji faktor je pa cena, ker nismo pretiravali s ceno storitve. In ko se to točkujejo, smo pač prišli v tistih 2000 kapacitet, za katere je bila v tistem momentu podeljena koncesija. Pa je dobila Rogaška, pa je dobil XY občina, pa še 5 ostalih občin. Na več koncih se je v tistem... V bistvu celo Slovenijo je razpisana koncesija. Ampak upravne enote ali pa občine z podhranjenostjo kapacitet imajo neke vrste prednosti, več točk dobiš pa. Ja, razumem. In vi ste se s tako občino potegovali pol. A to se z občino vred poteguje? Ja, seveda z občino. Ne, občina da samo soglasje, da se ona strinja, da se mi pač potegujemo za to. Formalno je tako. Dejansko je bil tukaj angažma občine, župana izjemen. Nikoli več najbrž ne bo takega angažmaja ali pa presinga pravzaprav, da smo dosegli tisto, kar se je dalo, in zemljišče, in sprememba zemljišča, ki je bilo nacionalizirano in ga lastnik ni hotel prodati. Potem smo morali imeti projekt, skratka, en kup takih zadevščin je bilo. Tudi občina je pristopila k nekemu olajšavi pri komunalnem prispevku, to vse take stvari. To pa je v domeni občine. Je, to je v domeni, stavbno pravico smo dobili, to se pravi zemljišče za 100 let, z zavezami seveda, kaj lahko tam gradimo, da ne moramo graditi hotela, da moramo zaposlovati pa sprejemati stanovalce in zaposlene iz lokalnega okolja, kar je tudi za nas logično in smiselno. Itak pa tega objekta ne moreš odpeljati iz te lokacije. Kaj pa bo po 100 letih? Po 100 letih pa že koncesija drugič mine, ker koncesija za 40 let. In jo lahko podaljšaš še za 40 let. Še za 40 let. Po 100 letih objekt ni več primeren za bivanje. Tudi sistem socialnega varstva, pa dolgotrajne oskrbe kot zdaj, bo bistveno drugačen, kot je bil. Vprašanje, kako bo koncept domov za starejše čez 50 let se odvijal. Ja, se to pa res vprašanje. O tem ne razmišljaš. To je tako dolga doba, da je težko razmišljati naprej. Toliko scenarijev narediti, kaj bo, kako bo, pa nima. Ja, tako da smo nekako iz ene take rahle naivnosti, zmeraj pravim z vsem spoštovanjem do mojega tasta, da je bil tukaj in vsi skupaj tukaj nevedni, da nismo razmišljali o težavah. Ampak se tako je zmer s podjetništvom. Prvič izhajali ste iz tega, da sta eno težavo reševala. Težava je bila nekaj domača, pa sta to. Pol pa ne veš, pa se vržeš v neki, ker... Ja. Pa biti moraš glih prav mlad, da imaš dovolj energije, predrznosti, da se nečesa lotiš. Tako da izkušnje, starost niso zmeraj pozitivne.
v takih primerih, ko moraš nekaj presekati, ko moraš neko odločitev sprejeti, je bolj, da si malo bolj ambiciozen, pogumen. Ja. No, ampak zdaj prej ste rekla, da ste zdaj pa že ta svoj žakelj porabila. Meni, kot zunanjemu opazovalcu, se nič ne zdi, da ste porabila. Dobro, Helena noče najeti si, ampak to še več ne pomeni. Zato, ker zanj smo šli nekaj gledati, govorite o tem v Istri, pa kam, pa res si preden smo začeli, si mi razlagal, kam ste še nekaj šli gledati, nekaj pa to, pa glavnem planov, mislim, da je... Ne, mi dva so itak Ferbca, a veš. Pa že mi smo šli v kmetijo gledati, ker ne bi, mislim... Ja? Ja, to je to, da na nek način prože vreme. Ja, nekaj se pa mora dogajati, nekaj novega, en žmoh, tako No, moraš imeti, o katerega se malo pogovarjaš. Pa bi težko rekel, da sta porabila vse iz tega žaklja. No ja. Ampak Šla pa bolj še pol ure je. Ja. Se pa bolj previdno, oziroma nič ne bi naredila, začela bi, malo bi prepihala možgane, ampak da bi pa midva se nekam spuščala v neko aktivnost, pa vsaj za zdaj. O čem pa smo prej govorili, ko sem prišel, pa ko sem te vprašal, kaj je s tistim tam gor? Kdo pa bo to aktivno se šel? Ja, tlej, na Mladi svet stoji, to je definitivno. Ja. Na Mladi svet stoji. No. Ne, dejstvo je, Živi bili pa videli. Dejstvo je, da tudi jaz nisem maral, ko sva se z mojim tastom srečala v isti firmi, v bistvu sem jaz prišel k njim. Tudi jaz nisem maral enega tutorstva pravzaprav, da je nekdo, vse če je mentor, je krasno, če pa tisti, ko malo mikromenedžera, ali imaš občutek, da mikromenedžera, tega pa nihče ne mara pravzaprav. Tudi jaz nisem maral. Se mi zdi, da obvladam sebe, obvladam svoj posel in ne vsak dela svoje. Enako je zdaj, ko se pogovarjamo z mladino, se spomnim teh mojih mlajših let, in se rečem, ja, prav imaš, ne moramo delati istega posla, to so izjeme. Izjeme so tudi tvoje stranke, recimo, jezerški, z vsem spoštovanjem, kako lahko ena familija 4 ljudi dela isti posel, tako rekoč isti posel, ali pa ista branža, ampak vsak svoj posel. Tle pri nas jaz tega ne vidim in prav je tako, ena faza faza financ, odločitve, smiselnosti, analize, brainstorminga in ne vem kaj še vse. In če vidva, da tudi nama pije vodo, potem gremo naprej, ampak operativno pa se ne vidva v nobene faze. Se pravi, boste to samo, mislim, ker vidva itak zelo tako familiarno tudi podpirata vse, in a bo šlo to presekati? Ja, da v bistvu, da boš rekel, ok, bo šlo, mora. Aha, tole se mi zdi, da pije vodo, bova to podprla, tukaj je podpora, zdaj pa naredite. Dobro vprašanje. Če bi to rekel, preden sva se midva odločila za prodajo firme, bi ti težko odgovoril, ali bi se pa gladko zmislil. Midva, ko sva šla v to prodajo, sva se prvič hudo pogovarjala, midva sama, pogovarjala z obema hčerama, Če bi. ali želita nadaljevati, želita v te škodne stopiti, vse te prijetne in tudi manj prijetne zadeve, odvisno od karakterja človeka. Aha, to jim je bilo tudi na dlani ponujeno, če želijo naprej to. Ja, se je logično, make sense. Samo sem se pol zadnjič enkrat na enem pogovoru spomnil, sem se pogovarjal z nekom, ko je rekel, jaz sem tudi razmišljal o tem, da bi ali prodam ali pa dam hčeri. Rekel sem, pol bom pa še 2-krat več skrbi imel, ne samo zase, kot sem prej, ampak predvsem za hčero, in se bom poskušal še bolj angažirati, da bom reševal nekaj, kar je v njeni domeni boljše presekati totalno. In midva sta tudi ta 3 leta imela prehodnega obdobja za sebe, za bodočega kupca, za naše prijatelje, zaposlene tudi, da smo se navadili na to dejstvo, da naju čez 3 leta več ne bo v tej firmi. Niti ne upravljavsko, niti ne lastniško, nič. In tega se držimo vsi, in kupci, in midva kot prodajalca.
In je vsak rekel, da imaš kakšen šok tle zdaj v tej poklicni penziji, ali pa imate šok v tej poklicni penziji. Ne, nobenega, zaenkrat nobenega, pa je že kar nekaj časa minilo in mislim, da smo čez tisto kritično obdobje čez. No, seveda, zato ker sta tako aktivna. Ja, pa nisi mogoče mahnen, mogoče dobra beseda, mahnen na neko pomembnost, na neki vpliv, na neko drogo, ki se imenuje slabo oblasti po položaju, ne vem čem še. Ne rabimo tega, so druge stvari, ki so bolj prioritete v življenju. In enako, če zdaj rečemo na tem mikronivoju, na družinskem nivoju, kar se tiče nekih investicij, kar se tiče sodelovanja, ja, do ene faze, ampak od tukaj naprej pa ne. Ker mislim, da prej ali slej pride do razkoraka interesov. Sej so pogovori, sej so posvetovanja, ampak na koncu mora nekdo reči takole. Ja, in to nismo mi dva več. No, sem to se mi zdi kar komplicirano. Ja. Se je. Ja. Dobro, mogoče nekoliko lažje, če recimo boste zdaj samo podprla en projekt, kjer bi ga mladi speljali, tam pač rečeš, pije vodo, podprem pa pustiš. Hujš bi pa bilo v nečem, kar si sam ustvaril, pa da ti... Ja. Sej... Zdaj pa, veš, ti veš nekdo mlad hoče drgat zapeljati, gledam to recimo pri tam izarstvo Hrovat, ki je tam mlad prevzel, pa v nove vode pele in oče to kar dobro, sicer gleda malo tako, ampak kar dobro podpira in gre fino. Očitno pri Jezerških je ta prehod tudi funkcioniral. O tem sva se z Juretom pogovarjala, je bila neka kritična faza, ki se je pravil, da se je umaknil, ampak ni se umaknil tako, da bi rekel, zdaj ga pa ni, ker bi tudi stranke rekli, kaj bomo zdaj s temi tam malimi. Oni so takrat sam rekli to, kar je bilo res. Oče, teta, zdaj ta trenutek ni, ker dvor tam rihtamo, in on to rihta. In so se ljudje navadili na te mlade opirati in pogovarjati z njimi in to. Ampak po drugi strani, da nekoga bi pa not pripeljal, bi pa bilo tako, prvič bi bilo to, kar si prej rekel, da po moje, da pa bi bil pa dvoje skrbi, ne samo to, ker si moral užitek zase, ampak še za mladega. To sem zdaj, prej sem prišel, sem se oglasil pri Stojanu, ker je tam, ki uvaža te Mizuno, pa mi je rekel, da se oglasim, da mi posod par modelov super, da jih bom sprobal, kjer mi najbolj odgovarjajo, da pol tiste ta pravi vzamem. In je rekel, da je zdaj ne vem koliko, še 20% ali ne vem koliko procentno ali 25% zaposleno, ostalo je pa zdaj sin prevzel. In kaj dela, je rekel, nič, da čas si reče, da je gasilc. Se pravi, kadar je vse v redu, nič, kadar je pa problem, je pa on tist, ki gasi. In ti si nekaj ustvaril, zdaj pa jasno, mlad naj bi prevzel, ampak nima, ki ga vidiš, da ne ve enih stvari, pa nima, ali pa ima ene toliko nore ideje, ki se te pod starejšmu zdijo, v te vode pa nisem nikoli hotel zapeljati in tudi nočem. In se ti zdi, da bo on pa s tujim po koprivah mahal, ker boš s tvojo firmo, po drugi strani, če mu pa ne prepustiš, pa tudi nisi nič naredil. In je to res v domači firmi, kar triki. Ja. Zmeraj so neki kompromisi in kompliciranja pravzaprav pri nekih stvareh. Sam jaz mislim, da ne moreš pa vsega popredalčkati pa reči, če bo tako, potem bo tako, jutri bo to, čez 2 leti bo tako. Še zmeraj je tisto, vsaj za nas, našo familijo gledam, je familija na prvem mestu. Vsi se malo podzavestno bojimo in se tudi o tem pogovarjamo, kako funkcionirati kot familija v poslu. Kot familija na feštah, na zabavah, na kosilih, na čuvanju vnučkov ni nobena težava, to vsem je jasno. Dedi, babi, tole, lalalap, pa si zmagal. Ko si pa v poslu, so pa druge zgodbe. Tam pa, če se le da, moraš pozabiti privatne relacije, tam so drugi interesi,
In vsaj mi dva nimava ene ambicije, da ponovno ponavljava ene organizacijske prijeme, pa psihologijo, pa ne vem kaj še vse. Ker najna glavna naloga, vsaj moja v tem primeru, je bila tista, da si malo hišnika, malo pravnika, malo psihologa, malo spovedničarja tam noter. En kup takih zadev še ni bilo, samo s poslom se nisem konkretnim ukvarjal. Ne. Helena je bila v tem socialni branži, absolutno, jaz pa ne, samo pa neki mehki del širši. Ampak sej to je zelo... In to se je izkazalo kot To je posel. skoraj ključno, ja. Skoraj ključno, da držiš neke vajeti v rokah, istočasno pa vsem pustiš svobodo, oziroma jih celo nekako spodbujaš, da pokažejo sebe, da so samozavestni na svojem delovnem mestu, da so oni glavni na tistem njihovem delovnem mestu, da seveda ne posegajo na delovno mesto direktorce pa kogarkoli, ker to ni njihov segment. Ne moramo imeti 5 direktorc ali pa v nogometu 5 vratarjev nogometnih. Vsak mora svoje delati. In to je naloga nekoga, enega outsiderja, ki širše lahko pogleda, ki ni vsak dan vpleten v delo s stanovalci, svojci, zaposlenimi, sindikati, ne vem s kom še, z dobavitelji, z občinami, ampak ima čas, da se v miru, da pogleda neko strategijo in da se pogovori z vodstvom, enim in drugim. In ti je pasala ta vloga? Ja, izjemno. Se mi zdi, da ni pa rečeno, da bi vsakem pasala. Sigurno, ja. Dve hčeri, vprašanje, ali sta obe za to. In če bi še ostalo, to pa je problem. Če bi ostalo tako, kot je, pa da mi dva pravočasno rečeva, prestati je treba, kaj ti je najslađe, kot zmeraj pravim, in to hčere delata, garantiram sam sebi in tebi, da jaz ne bi bil takole v miru doma, ampak bi skozi nekaj motal, zakaj ni tako, zakaj bi tako, zdaj pa drugače redo, da roke se ne bi Ne, to mislim, da to je iz tega vidika sigurno res idealno. Da zdaj vsaki podpreta tisto, kar hoče od vsega skupaj, pa je to. Mislim, to je pa za vaju ideal, pa za njih, sploh pa za vaju, če uspeta to distanco, da ste v bistvu, kako bi rekel, angel investors. Modri angeli. No, si modri angel, ena kombinacija je fina, najbolj zagulene banke pa modrega angela. V štatu moraš biti modri angel, da dobiš nabor enih želja, potreb, pol pa to še igra projektu. Ni hujšega, kot če se ti otrok ali pa zet poslovno zafrkne. Takrat je to tvoje, ti si loser, ker si se tudi ti odločil hkrati z njim. Če se malo speče, ni slabo. Jaz zmeraj pravim, 2 knockdowna v življenju poslovne moraš imeti. Knockdown je velika razlika od knockouta. Tam se po koncu postaviš še drugič. Tudi jaz sem se, Helena tudi najbrž. 2krat, definitivno. Ampak če si pa v knockoutu, pa si pa gotov. Knockout je pa gotov. Tekme konc. In kaže ta, pri Tini pa pri Juretu je, ona dva imata svoje karierne poti tako zelo znotraj sistema, medtem ko za... Nismo se čisto eksplicitno pogovarjali, Špela Pernej, sta na drugi strani. Vsekakor ima ona dva tudi zaradi svojega posla večje ambicije po nečem novem. S Tino pa z Juretom se nismo še o tem nič kaj pogovarjali. Vse fajn je tako, da nekaj dozori v človeku. Pa se tudi ni treba, da vsak rine v poslovne vode. Vse privatni posel, jaz sem za tistega krasen, ko ga še nikoli ni povohal. Ko ni skrbel za 5 ljudi ali pa za 150, kot sva mi dva. Je vseeno za 10 ali pa za 150. Ko enkrat to razpucaš, je vseeno. Še zmeraj imaš s 10 probleme, ko jih ne moreš plačati. Vseeno s kolikim. Ampak privat posel je fini, samo od sebe si odvisen in se hitro zavedaš, da tvoja neto plača je zmeraj faktor 2 strošek firme.
Ko si pa v javni službi, pa kje drugje, Ja, pa ne zanima. tega Tega se ni. sindikalne pravice zanimajo, pa kolektivna pogodba, pa Ja, dodatki. Ja. ja. To je to, to je dejstvo, to nimaš Ja, kaj. ja. 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 No, pa Mata, Špela pa Jerne. Ja, ne. To podjetniško žilico. Jaz mislim, da imate. Imate? Ja. Mislim, da imajo vsi štirje. No? Vsak na svoj način. Mislim, ker se to ni nekaj, da bi rekel, to je pa super ali pa ne super. Ja, Ampak pač ja. imaš ali pa nimaš. In če Ja. nimaš ni nič narobe, sam pol res ni zarin to, ker tle, tako kot sta rekla, kakšen ta udarc te sigurno čaka, ki Sigurno. Ja, ja. Saj mislim, da se kakorkoli ga misliš. sta že fasala, ne? Ali pa če se pogovarjamo o njima, sta ga čist, po mojem mnenju, dobro prenesla. A ja? Ja, tako da to zadevno se ne bojim. Mogoče je njih klima trenutna, sedanja, ni najbolj idealna za neka področja, kjer se ona dva vidita, recimo. V čem se pa vidi? V turizmu v tem primeru. Zakaj misliš, da ni idealna? Zakaj ni? Ne vem. Lej, turizem so ljudje, so gostje. Ja? Če ni gostov, džabeti, kaj imaš, ko jih Ja. ni. Ne? Ja? Odvisno za kateri segment se odločaš, za nizkocenovni, srednji, visokocenovni. Kakšne goste potem potrebuješ, iz kje prihajajo, kaj gospodarska kriza pomeni za Italijane, kaj pomeni za Nemce, koliko so ljudje previdni, koliko vidijo optimistično, ko je prvo leto pozitivno, ne? Koliko vidijo naprej, da bo še čez 20 let enako, koliko so pesimistični, če je eno leto slabo. Ne? To se vidi tudi v Istri konkretno, kar se tiče vseh teh prodaj ali pa najemov konec koncev. Vsako leto je rahlo slabše, letos je bilo sploh slabše, kar se tiče prodaje nepremičnin. Ne nazadnje so vsaj pri nas izjemno precenjene nepremičnine, to ne moreš verjeti. Ja, to je res. In na tem valu jezditi plime, cenovne plime, pravzaprav se hitro lahko zafrkneš. Ja? Vse to je normalno, da je kvadrat zemlje 1000 evrov. Ne. To ni normalno, Ni nikoli ne bo normalno. Ja, zdaj pa je normalno. Ja. Trikrat ponoviš, pa je že kar normalno. Ja. A ja? Ne? Da bi šla pa v kakšno bolj storitveno podjetništvo. Veš, mi nikoli nismo, kot familija, se nikoli nismo o tem pogovarjali, posvetovali. Mi imamo še take ideje, ima nekdihala moj tasta, ne? Take, kaj pa tole, ne? Kot neka priložnost tržna. Vedeti je treba, da s čemorkoli začneš, si začetnik, Ja. si loser. Rabiš en kup enega časa, truda, kvalitete, energije, denarja, da do ene faze prideš. Ja. In mi dva rajš to mučno delo ali pa mučne epizode pustiva drugim, tudi naši mladini, naj se oni s tem ukvarjajo. Ne nazadnje so vsi že blizu dvakratne polnoletnosti, to se pravi, sebe morajo obvladati. Ja. Mi dva sva tudi začela po teh letih približno Ja, s svojim poslom. In če se zdaj spomnim nazaj, kako je bilo, ko smo do 2 zjutraj na enem takem malem računalničku delali, pa sem šel s krvavimi očmi zjutraj ob 6 spet na šiht, pa Jovo na novo, pa nič ne dela, ko smo neke točilne sisteme imeli, pa popoldne v Split na montažo, pa ob 2 zjutraj po noč nazaj, zletiš s ceste dol, si rečem, ne bi želel, da tudi najni potomci se s takim delom ukvarjajo. A veš, da imaš ti en kup nekih skrbi, en kup neprespanih noči. Že sem, če vsega tega nimajo, pa nisi pregrinjal. Ja. Sej jim pa kaj drugega pride na pot. Sej lahko jim, glede na izkušnje, tako skrivaj, ne, ponudiš kakšno bližnjico. Če jo razumejo. Če ne, pa padi v vodo, pa plavaj. Ne. Kaj pa če razumejo? Ja. Mislim, ker jaz tako ne vem, če jim lahko prišparaš, kaj šele,
a se splača to prešparati. Mislim, jasno, vsi želimo otrokom majhen. Najboljš, ne? Ja, najboljš pa jim tudi malo podložiti. Ja. Jasno, jaz bi za ta male dva, karkoli že, ampak vseeno sam sebe malo nazaj držim, da mora nekaj tudi sam predelati. Ja. Sej, veš, ta mladina, če po naših gledam, so izjemno samostojni in želijo biti samozadostni ali pa neodvisni od pomoči, podpore staršev oziroma tasta v tem primeru, tašče. Niso tisti, da bi se šlepali, zavedajo se svojih omejitev, tudi finančnih vsekakor. Tle sva midva tista ustanova, narekovaju, na katero se lahko obrnejo, ampak v vseh svojih idejah, težavah pri odločanju pa njim čisto pustiva. Nikoli se ne... Edino, če je iniciativa z njihove strani. To pa ja. To pa ja. Z velikim veseljem povem svoje mnenje, na svetu tala na dolgo in široko. Od tega je sprejetih 5% na prvo žogo. Potem, čez nekaj časa, ta procent malo naraste. Ja. To naraste, ampak drugače pa ne. Ni v najnem... Nikoli se nismo tako posvetovali kot družina o nekaterih zadevah. Niti midva, niti zdaj z najnimi otroki. Pustimo, da furajo po Da svoje. dihajo po svoje. Ja. Zmeraj pravim, da cilj je, da si zadovoljen v življenju, ne da si ti glavni na svetu. Uživaj tisto svoje življenje, ki ga imaš. Bodi koristen sebi, familiji pa drugim. Ne moreš zdaj kar nekaj ležati pa sedeti tam pa bulti v prazno. Bodi koristen. To pa ne pomeni, da se boš razdajal od zore do mraka za en posel, za neko potrjevanje, za Bog ne daj dober avto. Odvisno, kaj te motivira, pa izpolnjuje. Kaj je dober avto? Kaj? Odvisno od tega, kaj je dober avto. Ne, odvisno, kaj te... Dejstvo je, da ene avtomobili zelo motivirajo in izpolnjujejo. Ne tebe, ne mene, ne Heleno, ampak kakšne pa ja, ne. Takne se pač se lahko tudi za to na trepalnice meče. Je pa fajn zdaj, ko si vprašal, mislim, da pa en knockdown na to pa pristane. Ne na dva, ajde, če že kaj pomagaš otrokom, ne, pa mladini na splošno, ampak en knockdownčič bi jim pa privoščil. Dva pa ne. Dva sva midva doživela, ali pa jaz recimo, ne, in je bilo dovolj ali pa malo preveč čas, ampak brez enega je pa življenje prazno. Nimaš ta prave izkušnje, po moje. Ja, si to je to. Nimaš ta prave izkušnje. Ja. To je pol tako, kot da bi ti kakšen pametnikova v vzgoji otrok, kot otrok nima. Ja, recimo. To je, mislim, to pač... Ampak spet se spomnim mojega tasta, ko je, kako je že povedal, za službo. Gospod, vi ste pa še premladi, a ne? Ko je bil enkrat na razgovoru. Ja, ko je šel na razgovor, je rekel... Par let, ja. Ko je šel pa drugam, je pa rekel, vi ste pa že prestar. Je rekel, daj smo pa dosti star, glih prav. Daj pa prav. Ja. Daj pa tiska, bom prav, enkrat sem premlad, enkrat sem pa že prestara, ne. Zmeraj mi ta stari, če se dajemo pač v te časovne okvire, ne, starostne okvire. Ta stari zmeraj govorijo o svojih potomcih, ali pa v mladini na splošno, ne. Ma sej ne bo nič z njo, ne, sej nič ni z njimi. Ampak to že 5 generacij govori isto. Pa ni res, a res govorijo to? Pa itak so si govorili. Vidva ne govorita, jaz ne govorim. V redu, pač, sej tudi midva ne govoriva. Ja, sej prav, midva ne govorita, jaz ne... Na splošno je to, jaz pa mislim, da sva midva spoznala toliko enih krasnih ljudi od 20 do 30 let, kaj šele starejših, ki imajo izjemno razpusten, kaj želijo v življenju, ki so socialni. Zadnjič sem bila v hribih, je bilo mladine kot toče. To ni znak, da so ne vem kaj, ampak sigurno je pa bolj, da si ti rekreativen, kot pa da za šankom bluziš. Tako da na mladi svet stoji zmeraj pravim. Vsekakor. Ja. Ne, sigurno.